glavnem, mi smo se zdaj lepo naštimale, poglejte, Magdi moja, ker se ne bi človek boril za otroke, da jih ne bi industrija požrla. Kremplje jih je vzela. In zato čokolade smo se odločili, da ne bomo jeli več čokolečnika. Da bomo jeli pšenični zdrob, ne gres. Da bomo jedli fižolčke, ker če ne ješ fižola, se ti možgani posušijo. Tudi korenje. Ja, super. Korenček je za boljše videti. Kaj se pomeni, če so starši pravi? Ni čaka državo. Če bi jaz čakala... Poskusila korenje. Ja, korenja, ma fižolček ješ? Ne? Čakajte, kaj si bolana? A si alergična na fižol? Tudi ne? Ja, potem si pa že razvajena. Ja. Ali eno ali drugo, na 1 milijon pravijo, da je alergičen na fižol. Če je alergičen, je na zdravila. Ne ješ? Dobro, ma važno, da jemo fižol. Čujte, naša generacija je zrasla s fižola. Inco, čakaj, da jo najdem, mama, je tle. Je rekla, danes mi je rekla, no gospa, ne jejo, če jaz jabolka ne ulupim. Ma kako lupiti, če je neškropljeno? To pa tudi, če je 2-krat. Je rekla, čim je nekaj rdečega, pa kaj zelenega. Tudi je treba umiti jabolka. Seveda, ne samo umiti jabolka, je treba umiti tudi zeljnato solato. Ljudje ne perejo zeljnate solate. Vse sadje. In zelenjavo. Ja, šta? Mati moja si patkovana, veš? Božjih toda. A veste kaj, toliko se odriha nekak po tej mladini, se niso krivi, če niso... A veste, nekdo jih je navadil, da je to, banane ne rabiš niti prat. Ste videli? Pomeni, da je treba jabolka, pa hruške, pa korenček, to je treba oprati. Ja. Solato, ja, ne v vroči vodi, ma v topli pa ja. Ma jaz ne govorim za uno, ki si jo kupi tam, ki raste na pesku. Tudi jaz tam, se grem jaz umit s toplo vodo. Toplo vodo, super. Ona se tudi umije s toplo vodo. Veste, no, v glavnem, ta mašinca je zlata, izdolbemo, tudi mi, a veste, kako ne jem albenke, pa trdo jabko. Zrežem pa na luncu, režem na lunco ali na čips, pa pojejo tudi ulupke. In ko mi je, danes me je klicala, včeraj šla kupit, danes je bilo ono jabko, ki včeraj ni bilo dobro, je bilo danes dobro, zato ker je bilo na tanko narezano. Mati nima zdaj noža, ampak je bilo narezano tako in se unega ni videlo. A veste, pri otrocih je treba res imeti manj diplomacije in moja mama je zmeraj rekla, kje pa piše, da je ta šalička samo za čaj. Se zdaj niti nisi, te je za trojno kavo, mora biti. No, ampak je rekla, da je notri mineštro. Ker ona je ničkana, ko mi drži, ampak vendar majhno žličko, majhno šalčko, majhno. In isto so jabolčka, majhna jabka. In no, zdaj gremo pa zamesiti kruh, ker če ne, veste, tle mi smo lahko do polnoči. Ja, ja, vaja dela mojstra, to zdaj smo presjali, ampak ker je čisto, bomo stresli nazaj, da bomo vrgli proč, tako. Zdaj dej še njej, drži skledo, pa ji povej kako. Če še ona že ve, zajameš, ne, malo zajameš, malo lesinke. A veste, niti babice več ne sejejo moke in hodijo na terapijo za ramo, pa za komovc. Ja, treba malo, to je ena vrsta telovadbe, kuhanje ni samo pojesti. Ja, je treba tudi telovaditi. Veste, ko srečam nekatere otroke, drži skledo, da ne bo šla dol, ja, pa kar pomagaj, s to roko, tako ji pomagaj, ko sem jaz tebi, kar ubedi. Pred kratkim dol v Škocjan, dol na Dolenjskem. Pa sem rekla ženskam, 3. življenjsko obdobje, konec je debatiranja, debatni krožek, pa ne vem kakšen krožek, konec debatiranja, zdaj treba preživeti in poiskati semena. In sem govorila o bobu, ker sem dobila 7 zrn mi je poslala ena gospa iz Sevnice. Uni rjav, veste prav, ne uni rdeč, rjav kot je bil nekoč. In potem pravi jaz, bob, rešte bob, je rekla ena gospa, a veste, da sam še zinka s hriba ima ta bob? Se neka zinka s hriba, kot je zinka s hriba je malo tako, ne? Se neka zinki s hriba za eno zrno 10 evrov. Ne zdaj, samo dej. Tu je zdaj
bodočnost, da si bomo priskrbeli nazaj semena, tako fižola, boba in še tisto, kar je že skoraj odšlo. Znajo plezati in so močne, zato ki je lešnike. Ja, zdaj pa niti hoditi več ne. Mama vleče 10-letne sinove in hčere, jih vlečijo, ki ne morajo hoditi. Zdaj bomo zamesili kruh. Zaki, zdaj babi, mami, ne vem kaj, pridi, bomo zamesili pol štekla hnoni. Zdaj bomo zamesili kruh, zdaj treba zamesiti kruh, da ne bomo samo čokolali. Mora biti mlačno. Lejte, in damo malo sladkorja in na koncu še poližemo. Vidite, slikarji dajejo barvo, mi dajemo živila. A veste, da ljudje sploh ne vidijo več barve, nič več ne vidijo pravega barvenja, zeljane, rdeče pese. Jaz imam tudi vodenke pa čopič. Aha, bravo. No, zdaj smo dali med in zdaj bomo pa dali kvas. Ampak, kar notri stresi, dobro. Ker je redko, se bo kvas kar razmotil, ker treba je zamesiti redko in dodajati moko. Kot pri polenti, zamesiti redko, dodajati zdrob. Če mi dodamo, naredimo pretrdo. Če se kaša predolgo kuha, pa je ne more zvečer jesti, je pa lahko zjutraj. Ja, bravo. Ene niti ne vejo, kaj je to kaša. Kaša je lahko tudi s slivami, a ne? Ja, seveda, Madonna, kako ste jo vzgojili že. Vse obesli pride. V glavnem, glejte. Ja, ima rada kašo. Boš imela močne kosti. Kašo, ja, res, kaj pride. No, zdaj pa kvas. Kaša je pa zelo mačna. Ja, rečem otrokom, reči malo ne pošejka, tako, veste, zato da je malo zgodbe. Ja, no, malo potresi, malo sem in tja, malo gor dol, kukar je samo, da napade po tleh. Vaja dela mojstra, veste. Začnejo vse trdu. Ja, in pojem možgane se pošušijo, naše ti malo stresi, malo sem in kje, tako, gor dol, kako se šejka, tako malo, ne? Ja, dobro. Dobro smo. No, v glavnem nič ne čakam, da kvas vzhaja, ampak ga kar zlijemo notri. Toplo. In ker je toplo, hitro vzhaja in je to ta zgodba, da ni treba, da se matramo. No, pol vam bo dišalo po kvasu, ampak če želite, lejte, za silo, rečem jaz, pa že bi bila, nekaj že bi bilo, umrla ne bi vzglada. Toliko samo vam hočem povedati, da če je testo toplo, ga zdaj tu pustim še malo, rečem, počakaj, pridem k malu, ga pokrijem in ga pustim in rečem, počakaj, pridem k malu. Ampak pride in ga tudi v 10-15 minutah kar obračam, vsakih 5 minut, 3, kolikor pride. In bolj, ko ga obračam, bolj se gosti in bolj se rahlja. Piškoti so tudi iz testa. Tudi iz testa so, seveda, no, lahko tudi narediš. In tudi torta. Vse sorte je, samo nobeden več ne uči torte. A veste, jaz sem prinesla to s sabo. Vse čokolada ni iz testa. Ja, ni, ne. Kaj skaj drugega pa je. Čokolade je. A veste, kdo je prinesel v jaslice otrokom? Mlečni riž čokolado. To so prinesli odrasli, vzgojiteljice. A veste, da začnejo že v jaslicah posuvati čokolado, žal, se nadaljuje doma, govorijo, ja, je notri železo, ampak je tudi še kaj drugega. Ko je rekla tudi piškotki, vsa moja peciva, notrok njih je več kot 30, niti eden nima pecilnega praška. Pecilni prašek, marsikdo reče, me peče. Ampak če vas peče, morate vedeti, da to je kemija. Takrat, če imaš mazane cune, daš prašek. Ja, če imaš mazane cune, daš prašek, če pa hočeš imeti belo bluzo, daš pa pecilni prašek. Kaj pa namesto pecilnega kaj daš? Nič ne uporabljam. Ali imam kvas, ali stolčem jajca, tako kot sem vam rekla, tle sladkor v prahu jajca stolčem, moko presejem 17-krat, ne? A je presejana mora biti? Ja, večkrat ljudje ne sejejo. A veste, biskvit, rečejo 5 jajc, 5 žlic cukra, 5 žlic moka, kar pumf notri. Se je nečudno, da potem mora biti pecilni. Ampak, a veste, ko je pecilni prišel, to je do leta 1936, tudi to sem raziskovala in potem pa, veste, ko je prišel doktor Ev, ker so ženske znorele, kar nekaj naredite, vam bom pa pokazala. In takrat sem srečala jaz enega ekologa, doktor Huberta Požarnika, ker je znal veliko in veste, vsi smo nek zgled, hodimo drug za drugim. Je rekel, tu notri je sama kemija, nič ne napišejo gor.
Ampak od takrat naprej jaz ga nimam, tako da če le morate pecilne praške, v bistvu peciva proč. Jaz ko vidim v reviji ali knjigi, zdaj so išle knjige, pecilni prašek še vedno 3/4 peciv je s pecilnim. Jaz ko v reviji vidim recept s pecilnim prašek, primem revijo in jo raztržem in jo vržem v kanto za smeti. Dokazano, veste, da dela raka ustnih pa požiralnikov. Glej, na, tle, lej, ko manekenka bomo šle zdaj. Čakajte, bomo šli tako, čakaj, pridi. Si že nesla, na, lej, dej je lepo na krožnik. Pa tebi tudi, na, tebi tudi. In na eni roki, na, evo, zdaj so ko manekenke. Tle, tako nesi mamici pokusiti, pokazati. Te je to, na, ti pa nesi še to pinco, tako do konca pejdi lepo ko manekenke. Prav, tako, malo lepo pokažite, tako, malo tukaj. Joj, gledajte, s črne moke. Pa reče kakšen, ma kaj s črne moke, gospa, kakšna bi bila potica? Krdej, pa malo tukaj, pa malo tukaj, tako pojdi ko manekenka, dajte te videti. Ja, a veste, 30, 50, 60 let po vojni ljudje še vedno pečejo tudi potice iz bele moke. Študija, meni so povedali ljudje, ki so živeli in še živijo na Kitajskem, Kitajci nimajo encima za presnovo mleka in avtor je iz Kitajske. Ampak mi živimo tukaj, starejši ljudje, res ne bomo ne vem koliko mleka. Ma kafe in kruh smo jeli za spad, ki te pomirja. Tako da starejši res malo manj, no, zato da ne boste kupovali alpskega mleka, že smo pri mleku, mleko je treba piti, posebno otroci ga je treba piti, ampak ne alpskega, da pa ne boste, da pa ga ne kupujem vsaki dan, kaj? Ja, zdaj pa malo me pusti, da še jaz povem. Nared, okej, je rekla, da je okej. Ja, okej. Tudi mleko, gledajte, kupim ponavadi v sobotah, domače, ga zavrem, vroče ga dam, vroč kozarec, tako kot vam bom povedala za fižol, ampak vsak dan odprem en kozarček. A veste, vroče v vroče, fejs zadihta, ponavadi mleko, fižol in meso dam v te kozarce, ker imajo 4 navoje, te imajo samo 2 in drži bolj. No, to vam bom še enkrat povedala, ampak mleko je treba piti, ki pa dobijo kalcij. Prav v tej knjigi, ki sem naredila jedilnike že pred 15 leti, pa še vedno sem na terenu, ker vsi pišejo samo recepte, veste. To je najlažje, malo se zlažeš, malo prepišeš in je recept, ne. Ampak iz dobrih receptov sestaviti uravnotežene jedilnike. Naredila sem tako, kot so kuhale naše mame. Po mesecih, januar, februar, marc, in kuhati eno rihto, ne, juho pa glavno paprikuho, to sem, ker sem bila potem izbrana na Ministrstvu za zdravje, pred 15 leti z mojo knjigo, ta je zdaj že 6. ponatis. Ampak, če v dnevnem, to je če v dnevni prehrani ni ne mleka, ne skute, ne sira, ne temne zelenjave, ni kalcija. A ga morajo otroci do 7. leta 800 mg, oziroma 1000 za cel dan. To so jedilnike za lahko fizično delo in za 7-letne otroke. Ampak 1000 mg na dan, ki ga dobijo, ne pijo mleka, ne skute, ne sira, zelenjave se tudi skoraj nič ne je, če pa že je, se je predolgo kuha in se iz dobrega naredi največkrat slabo, in kje dobijo kalcij. Zaračunala sem sendvič z mortadelo ali salamo, en tanka rezina sira, čaj in eno jabolko je 115 mg. Če ne pojejo zvečer se malo prosene kaše, kot je ta punčka, ki ima 5 let, koliko let imaš? Skoraj 4, no, ampak ona že vedno je skoraj 4, pa še ni 4, ne? Kratka bo moj rojstni dan. Ja, lepo. Ampak ona ve, da je prosena kaša, kaj je, ne pa kuskus, ki je že instant kuhan. No, to hočem povedati, 115 mg. Če ni še nekaj za večerjo, ali je radič, ali je nekaj od zelenjave in šalco mleka, a veste, ko so rekli, mam, no in kdaj pridejo do 1000 mg kalcija? Cel teden, cel mesec ne pridejo. A veste, žulijo uno pico, gledam v Maxiju, ali pa kje drugje, una pica trikotna in pije nekaj brez veze zraven ali celo nič. Kako se bojo ta mladina učili? Zato jim povejte, nekaj je treba, če ne pa poje 5 kil zelenjave, kdo pa zmore poje toliko zelenjave. Zato smo pa
Mi pravijo, da Evropejci nimamo encima za presnovo soje, ampak tu hočem povedati, oni živijo tam, mi živimo tu, a vsi govorimo lokalna oskrba, jaz tisto, kar zraste pri nas, nič, grejo dvakrat v Indijo, pridijo nazaj, ne jejo nič, še mame več da poznam. Mislim, to hočem povedati, da smo jedli, pa me včasih, veste, kdo ustavi, pa reče, ja, ne, gospa, mleko za telička, gospa, zdaj mi pa vi meni povejte, kje pa dobijo ti ljudje kalci? Pa moraš jeti v lekarno, a veste, to je vse povezano. Tako, ampak mleko, čuvati ekološka mleka in na ta način, pa si ga ni treba, da kupujete alpsko. Ko so pečene, imajo kosti, ima ribica, samo od tukaj gor. Odrežemo proč, zarežemo tukaj, od tu dol, odstranimo. Prerežemo po sredini, ker tam notri je una kost, ki jo otroci rišejo. Prerežemo po sredini in tukaj ni nič kosti. Od tukaj nazaj ni nič kosti, tukaj pa še 6 hrbtnih kosti, ki jih na notranji strani pridvignemo in imamo en zrezek na eni strani in en zrezek na drugi strani. In na ta način so narejene tudi sladkovodne in morske pa tudi. Če je tuna, bo imela topla vod, te kosti take, če pa sardela, ima pa take. Da oprana in ne rabimo soli. Ljudje pa dajo za zelenjavo toliko vode, pa sol, pa ono, ko je kuhano, odlijejo, pa spet nazaj dajo in potem spet pražijo in na koncu solijo, ki sploh ne bilo treba. Uno vodo se ženske silijo popit, ne? Čemu? Samo treba je pa v vroči vodi. Pa rečejo, pa zakaj čebulo v vroči vodi? Sej moja domača. Ja, lahko je domača, ampak raste pod tem nebom. Prah, zemlja in nafta, ki pada z neba. A veste, preveč je teh avionov, vidimo po avtomobilih, kakšen dež nam pada. Je treba oprati v vroči vodi. In boste videli, kakšna velika razlika je. No, to je ta stvar, da je že tretja način, pa ne segrevam olja, ker sem ga dodala na koncu, ali pa sem ga dala v mrzlo kozico. Pobarvane vode grejo, morajo jeti skozi ledvice in hodijo 2 do 3 ure, to mi je ena zdravnica povedala. Takrat je že škoda narejena. Pijte vodo. Ljudje živijo v Sahari, starejšim pa tudi mladim se izgubljamo občutek za žejo. Tako da, ja, moram kar skrajšati, toliko imam še, pa drugič me boste pa vam povabili. Vroče polnjenje pomeni, da se rešite skrinje. No, pidi pit vodo, si videla. Ja, tudi mamica je žejna. A veste, da ne bom pozabila, doma mora biti ne samo termometer, mora biti tudi hidrometer, to je ta ura, ki meri vlago. Veste, že 40 let jo imam. In ko vidim, da nič nisem prav ta prava, pa bi telo bi kafe, pa ga ne boš dobila, rečem. Pa potem reče, jo, zasmarja, moram piti. In potem se napije, veste, kako je to. In tu je ta zgodba, da ljudje še zdaj ni niti za učevlje dobro to. V glavnem fižol je treba jesti, da ne kuhamo vsaki dan. Ga namakam v hladilniku fižol. Ko ne vem, recimo jutri, kaj bom kuhala, dam pest ješprena, pol pesti fižola in reče, jutri ali bo ričet, ali bo jota, če ne bo pa kar neki. In je dosti krat, veste, ono kar neki. Skuham, zabelim z oljčnim oljem, pojem še eno jabolko in jaz sem pojedla. Dobila sem žitarico in dobila sem stročnico. In tu je ta zgodba, da se sama sebe komandiram in dopovedujem, Emilija, moraš. A veste, kot da mi zdravnica napisala recept, Emilija, moraš jesti fižol, če ne boš dementna. Ja, in tako je, in nimam težav. Palični mešalnik dela, da ljudi napihuje. Prevelika količina, ker fižol je dober, ne? In poskuste, no. V glavnem namakam v hladilniku, ko je kuhano, vzamem šalco, da se ne spečem, vroč kozarec dam notri, napolnem fižol in vodo, tle sem dala čičeriko, lahko bi dala, ne vem, fižolovo kašico, malo bolj sem ga skuhala, zdaj vse kašica, se lepše sliši, no, pa skuhajte kašico, samo da bojo jedli. V glavnem dam vroč kozarec, zaprem, kot sem prej rekla, za haše, golaž, meso in fižol, dam te pokrove, zaprem, obrnem in ko se pohladi, dam v hladilnik in imam za približno 2-3 dni včasih.
Če pa hočem, da imam vsaj za 5 dni, pa dam spodaj v lonec cunjo, notri dam kozarec, vodo čez in čez, kuham še pol ure, da mi fej zadihta, pohladim, pa imam tudi za en teden. Ker mi nihče ne zna povedati, upam, da bom nekoč, tehnologi nočejo, drugi pa nič. Nobene mi ne zna povedati, tu so rekli, da Eta Kamnik oziroma ti, ki vlagajo to, je 130 barov. Koliko barov imam pa jaz, pa ne vem. In potem reče, veste kaj, to ni, to je za en teden, mogoče 10 dni, ne več, pa žipa še manj, pa mleko še manj. Ampak, če ni dobro, boste vrli proč. To vem, samo to vem, da cel teden lahko si jaz pomagam na ta način, pa narabim skrinje. Ker veste, tisti, ki je rekel, da se v skrinjo daje lonček od jogurta, zavezan z elastiko, jaz bi ga zaprla doživljenjsko. A veste, da skuhajo hrano, dajo v lončke in dajo v skrinjo. Če že, mora biti sesan zrak, na tanko plast. A veste, včasih mi prinesijo gobe, kdo? Kje pa katastrofa? Gob nisem še videla v zmrzovalniku, sploh pa ne brez konzervansov. Vse imamo za pozimi. Zdaj taka panika, kaj pa če ne bo skrinje? A veste, koliko hrane so zdaj zmetali proč? Predlani, ko so bile poplave, je rekla ena gospa, če bi jaz imela, pa je bila na tem delavnici, ki sem rekla, dajte s pasterizacijo, dajte, vložite šalšo, marmelado, vse, kar vlagate, v kozarce. Je rekla, če bi to imela, bi imela vse vzgore, ali bi pa plavalo po travniku. Ampak, veste, da je zdaj, to mladi so mi povedali, ena tašča je zdaj 2 skrinji nazaj zamrznila, obe so se utalile. Zamrznila nazaj, kdo bo to jedel? Tu hočem povedati, kaj so skrinje. Skrinje so pa vse, vremenske spremembe so tukaj, zato jaz se pač zelo trudim. Imamo suhe gobe, če ni skrinje, se pokvari, jaz rečem, kupite sušilnico, pa posušite, če ne bomo pa podprli une, ki to delajo. Sej sem pa kupila gobe, pa sem podprla tega človeka, pa vlagamo v oljčno olje, suhi paradižnik, je suhi grah, nisem tega sama naredila, ga prodajajo. Bižiš pa kaj rečemo mi, oluščen grah razpočen, čudovita mineštra za pozimi. In si bomo pač tako pomagali, gobe lahko vlagamo v kis ali jih posušim, kar nam je skrinjo. Ampak malo se je treba potruditi. S tem se mi zdi, da bomo rešili tudi našo generacijo otrok. Žal. No, sam še to, moja knjiga nima zmrznjene hrane, nimam pločevink in plastike, bom jedla, ko bom morala. Nimam nobenih umetnih začimb, lovor, bazilika, majaron, pika. In nimam instant hrane, tle se bom ustavila zdaj malo, nimam alkohola v hrano, pecilnega praška, prave kave in čokolade. O temu sem vam že pregovorila. Tu o instant hrani. Instant hrane se ne sme pogrevati. A veste, instant polento smo jo že pogreli, ko smo jo skuhali. To pa lahko, če je koruzni zdrob, naredim polento. Jo dam lih tako vroč kozarec ali vroč steklen ta prve in me lahko počaka 2-3 dni. Zato sem se zdaj ustavila tle, gledajte, pšenični zdrob je živilo, gres je jed. Ampak to je 5-krat dražje, iz tega so skuhali kot instant polento. So skuhali skozi vroče šove, posušili, dali v vrečke, dodali konzervans. Nič niso naredili za stojn, to je prva, da je dražje. Drugo, to nima konzervansa, še posebno, če kupim ekološko. To bi rada vam povedala, povejte tistim, ki tako delajo. Mladi namakajo ovsene kosmiče v jogurt zvečer in zjutraj dodajo med, jabolka, ne vem, še nekaj dodajajo. Ampak ne vejo, da ovseni kosmiči so živilo, ki ga je treba kuhati. Musliji so jed, ker so iz musljev so skuhali, iz kosmičev so skuhali jed. Ja. Ampak še te je treba pogrevati 2 minuti, ne pa nič. Mi nismo ptički in ne oslički, a veste. Ko ne najdete nikjer v nobeni knjigarni, lahko pa kasneje, ko boste imeli ali denar ali željo, poudarjajte mladim, da ne bo zmeda, ker ne vejo, da je kuhali na vroče ali na mrzlo. Jaz jim samo to rečem, važno je, da ne zapalite hiše, olja ne smete segrevati, pika, če kuhate iz živil. In nobenega se bat, ne moža, ne žene.
Ne tašče, ne mame, ne otrok, še najmanj pa vnukov. A veste, tu je ta zgodba, da smo mame in tašče. Lik tak hlebček mora biti tako za na razstavo. Puste jih pri miru, važno je, da delajo, ker vaja dela mojstra in ker jih nismo navadili, smo dolžni malo potrpljenja zdaj z otroci in starejšimi. Pomagati jim je treba, da bojo preživeli. Moja želja je največja to, da otrokom pomagamo, ker to smo naredili, naša generacija. In mislim, da ne se nalagati krivde. Nismo vedeli, nisem znala, ampak še vedno, dokler lahko, bomo naredili, kar bomo zmogli, dokler nismo dementni. Jaz se zelo trudim, da ne bom jem fežo vsaki dan, trudim se za sebe. Zdravo. Ja, res je. Tako, tudi posaditi, ga je treba, ker če ne. Ampak moramo biti hvaležne tudi očetom, če oni ne bojo zorali zemlje, ne bomo tudi mi imeli kuhar. Prekle postavili, ne? Ja, tako, bravo. Ampak še vedno mislim, da sem ženska in da je to moje poslanstvo kuhat. Naj mi pomaga kdo, ampak kuharija je moja naloga. Ne bom vozila ne traktorja in ne bojlerjo ne bom dajela gor. Kuhala pa bom. Možje pomagajte ženam, razumete, ampak očete zraven. Tu v tej knjigi sem res napisala in tega se tako zavedam. Prišel je čas, da vzgajajo tudi očetje in detki. Tu zdaj nismo ženske zraven pustile, popkovnica dela hudiča, moški nimajo popkovnice, znajo reči ja in ne. Ampak, jaz včasih rečem, ja poslušati očeta, naj pomaga, samo če ima pa 3 pive preveč, potem pa borite se za otroke in za sebe. Hvala lepa. Hvala lepa.